Dragi moji, prijazno vas povabim k ogledu oddaje Življenje po moje z Majo Peron, kjer je bila tokrat moja gostja Teja Jugovic Kul Mamasita. Govorili sva o življenju, o vrednotah in pravzaprav v stvarih, ki so pomembne prav za vsakega posameznika. Tako da, Teja. Ja, definitivno je vredno ogleda, še posebej na koncu, ko Maja nekaj pokaže, hecam se. Zelo dobro sem se počutila, hvala lepa za prijeten pogovor in komaj čakam na Ljubljana TV, da vidim, če je moj lepši profil zajet. Hvala, Maja. Z veseljem. Včasih v življenju srečaš človeka, ki te s svojo prisotnostjo spomni, da je biti človeški dovolj. Teja Jugovic je ena tistih žensk, ki ne igra po polnosti. Živi glasno, čuti globoko in deli iskreno. V svetu, kjer je vse preveč zglajeno in zrežirano, ona ostaja pristna in svojim smehom, in svojo ranljivostjo in vsem, kar sodi zraven. O tej oddaji se ne bomo pogovarjali v popolnih fotografijah, temveč o življenju, takem, kot je. O tem, kaj pomeni biti ženska, partnerica, mama, ustvarjalka in predvsem človek. Teja je dokaz, da ni treba biti ves čas močan, da si pogumen. Dovolj je, da si resničen. Teja. Maja. Lepo pozdravljena. Res mi je tako veliko veselje, da si tukaj. Da pravzaprav skupaj narediva en pogovor, ki bo majčkeno drugačen, kot so tisti ob kavah, a ne. Naj te najprej vprašam, pač ti si res influencerka, ne? Spremljate 100.000 ljudi. Pa me zanima, veš, kako je v resnici živeti oziroma svoje življenje deliti s tolikimi ljudmi. A tudi kaj delaš, ne? Ali samo tako kakšno fotko narediš? Jaz nič ne delam. Dajmo kar takoj na začetku rešiti, da jaz pač ne delam. Tako. Jaz sem rojena pod srečno zvezdo, kjer me moj mož živi. Ne, hecam se. Ravnokar sem iz enega retrita, joga, ko sem se šla malo nafilat in so bile tam malo sveže energije, punce, ki me nekako niso poznale, kar je tako zelo fajn, ne? Ja, mislim, da delim to z tolikimi ljudmi, ampak še vedno se najde kakšna izjema, ki pač ne ve, kdo jaz sem. In potem sem imela seveda računalnik s sabo in po vikendu druženja so rekle, da ti skozi delaš. Pa smo se pol malo tega dotaknila, ne. Res je, da zelo veliko delam, ampak delam to za dušo, delam rada, kar delam in tudi to, da delim svoje življenje z ljudmi, nekako nisem nikoli na to gledala. Gledam na ta svoj Instagram kot neko skupnost, ki jo skupaj ustvarjamo, ki smo en drugemu na voljo in je to definitivno obojestransko, no. Tako da imam tudi jaz zelo lepe odnose in stkana prijateljstva, tudi samo na Instagramu. No, to vem. A veš kaj, v bistvu me zanima tako, kaj te žene, da to počneš, ne? Zato, ker vsi vemo, da ti lahko počneš ene stvari, pa so lahko še toliko dobre, ampak ko greš enkrat pred oči take javnosti, se vedno najdejo in takšni ljudje in takšni. Se pravi, moraš imeti kar močen tisti svoj zakaj, da to lahko počneš in toliko časa, ne? Koliko časa ti to že počneš pravzaprav? Jaz to delam zdaj pa že 7 let, mislim, da. Z Inajem sem bila noseča, ko se je v bistvu začelo vse skupaj na Facebooku, ko je Jani začel. Pol pa mislim, da sem zelo počasi pa tudi jaz dobila ta svoj Instagram, oziroma on je bil tisti moj mož, ki mi ga je odprl. In ta moj zakaj je bil od začetka mojega delovanja zelo drugačen od tega današnjega. Takrat je bilo to tako, da se mi je zdel Instagram neka platforma, kjer si ti lahko v bistvu res počel in delal stvari, ki jih rad delaš. Nisi imel nekih omejitev, lahko si bil igralec, pevec, ni da ni stvari, o stvarih, ki sem sanjala kot majhen otrok. Potem se je pa z leti delovanja, pa z ustvarjanja te skupnosti, ta zakaj spremenil predvsem v ta vpliv, mojo odgovornost do otrok, ki sem jih pač po poti dobila, do obujanja vrednot, do tega, da se nekako spomnimo človeškosti, odnosov, da smo tukaj en za drugega in da smo kot skupnost zelo močni, če si pač ne mečemo polena pod noge in se zavedamo, da je za vse dosti. Tako da v bistvu je ta moj zakaj zdaj veliko bolj pomemben, kot je bil od začetka, ko sem začela to delati. To je meni drugače pri tebi res tako izjemno všeč, zato ker toliko izkušenj zdaj že imam s tabo, da vem, da ti si res samo povezovanje, včasih me ima presenetiti tvoja direktnost, no to moram pač priznati. Nisi edina? Zdaj me ne več, ampak v štartu me pa res je. Ti pa moram recimo povedati tako, ne, veš, ljudje zelo veliko
teh poslušamo kritih na temo teh socialnih omrežij pa to. In ne vem, če so se mi to kdaj pogovarjali, ampak ker sem jaz živela v Kanadi in sem imela take res težke trenutke, mi je ta punca, ki je bila tudi Slovenka, ki smo v nekem trenutku, mi dve stanovali skupaj, pokazala video tebe in Janja z nekimi gumijevimi bomboni, neki čist brez veze, ampak se spomnim, kako me je takrat ven potegnila z neke teme in koliko sem se nasmejala. In nisem sploh imela namena tega zdaj omeniti, ampak v bistvu mi je prišlo na pamet povedati, kako zelo je pomemben in kako se pravzaprav včasih niti ne zavedamo, kako lahko z nekim stavkom, z nekim smehom v nekem trenutku enemu človeku spremenimo življenje. In to se mi zdi ena taka velika stvar, ki jo ti delaš. Ob tem, da ti recimo, tako kot res tebe spremljam, ti zelo veliko govoriš tudi mladim, ne? Te tvoji čaji stejo, da mi malo o tem povej, teh čaji stejo. Čaji stejo so zelo pomemben del mene. V bistvu so čaji stejo, vedno pravim, da je to neka samoterapija. Jaz sem človek, ki sem zaradi izkušenj v preteklosti rekla, da nikoli ne bom zadrževala stvari v sebi, tudi mogoče ta moja direktnost iz tukaj izhaja. Je res, da ne znam glih zbirati besed, ampak s tem ne mislim nič slabega. Ne znam biti diplomatska, tako bom rekla. Ampak ja, te čaji stejo je v bistvu nek govor sami sebe, ko se potem tudi poslušam, kaj sem si povedala in se iz tega tudi jaz nekaj naučim. Absolutno so pa namenjeni vsem drugim, ker v bistvu jaz sem tako vedno rekla, kul imam si, da je tudi nekako, ne vem, neka teta Justi iz preteklosti, neko popraševanje ponudba. Ljudje mi pišejo, pač sprašujejo za nasvete. Tudi to, kar si omenila, zelo veliko je takih, ki zjutraj dobim sporočilo, Teja, hvala, ker sem v takem obdobju zdajle in me ti in tvoj Instagram in tvoje stvari z Janjem me nasmejejo. In to je ful pomembno. Tako da v bistvu jaz se koncentriram predvsem na ta segment ljudi. Tiste, ki imajo pač kaj proti meni, malo pustim, sem se navadila in zdaj že malo mim. Ampak ja, to je zelo pomembno. In te čaji stejo se pripravlja ena velika zadeva, ki bojo v bistvu tudi v pisni obliki bojo prišli. Tudi to se tako, jaz vedno pravim, da se meni vedno stvari nekako poklapljajo. Nekako nisem imela te ideje, pa je prišla ena punca, ki me spremlja že od začetka, pa je prišla z idejo, da bi ona to rada zdaj nekako napisala, če lahko kaj tazga narediva. In potem se je poleg rodil projekt Via Teja, Via Ti, zdaj že govorim o tem, ta popotovanje mojih čajev, vsega, kar sem v bistvu od začetka delala, od najstništva, od mojega otroštva, ker nekako se mi zdi, da s temi svojimi nasveti lahko pomagam mladim. Če ne drugega, da sem tam za njih, če nimajo mogoče nobenega drugega in tudi starejšim. Tako da jaz imam ful širok spekter publiko in ful rada delam to, tako da ko mi čakam te čaje, da jih realiziram. Boš povedala kaj več o teh čajih? Bom povedala kaj več. A kasneje, ne zdaj? Ja, bom. Ti boš povedala, kako bom lahko povedala. Jaz sem čist tvoja zdaj. Veš kaj, deva zdaj še v tem delu, kar naj bo potem malo prekinila, malo povedati, kako se ti soočaš z temi predvsem negativnimi komentarji. Zaradi tega, ker se mi zdi, da to je problematika v tem svetu, ker tako, kakorkoli smo mi, vse vemo, ja, pa največkrat itak so najglasnejši te, ki imajo kužke, pa drevesa, pa ne. In ja, tako, ja, seveda, in potem imajo tako stropene komentarje in najbolj zabaven je, ker itak ne veš, kdo za tem stoji. In kljub temu, da znamo to prestopati, ne, recimo predvsem mladi ali pa ljudje, ki so občutljivejši, pa mogoče ne znajo, ne. In jih to lahko zelo zaboli in zelo prizadene. Kako ti v bistvu handlaš te stvari? To je še najmanj, da jih prizadene, pa da jih zaboli. Tukaj so take stvari, iz teh komentarjev lahko pride do takih in drugačnih nesreč, ko se ljudje res ne zavedajo, kaj to za sabo potegne. In jaz moram reči, da jaz od samega začetka delam isto. Vmes seveda rastem, pa nekako probavam, pa sem ne vem že na kakšnem nivoju, pa kako mi gre takole, pa vidim potem po drugi strani, da spet nisem, kako ga gladko malo pošljem nekam, Ampak jaz se s tem soočam tako, da problematiko izpostavim, komentar izpostavim, povem, da je to narobe tudi temu človeku, pa ali me sliši ali ne, potem pa to zablokiram. Tako da v bistvu se soočam s tem, zaradi tega, ker hočem svojim otrokom pokazati, da to, kar delajo, ni prav. Tudi če jaz ne bom nič dosegla, se najbrž ne bom, ampak vseeno bom mogoče komu dala malo zamisliti s temi svojimi in čaji in z vsem tem, pa če bom to naredila, bo že to veliko. Absolutno imam pa vizijo prideti v šole, ne vem kam vse, pa malo o tej problematiki osveščati, ker jaz imam
Poleg tega, da je tako fajn na mojem Instagramu, imam en segment, ki je strašljivo grozljiv, kaj mi starši pišejo, kaj mi otroci pišejo, in to je problematika, ki ni kar tako malo za pod preprogo. S tem se je treba začeti pač ukvarjati. Ne? Ja, to se absolutno strinjam s tabo. In a veš, jaz vedno govorim tako, vsak od nas lahko vpliva na to. Mi kar si nekaj čakamo, ali pa ne čakamo vsi, ampak mnogi kar čakajo, kaj se bo zgodilo. Pa ta mora nekaj narediti, pa on mora nekaj narediti. V resnici pa lahko vsak od nas lahko v vsakem trenutku nekaj majhnega naredi in nekaj majhnega premakne. In meni recimo všeč, zato ker vsaka slaba stvar, ki je, jo je fino potegniti ven, povedati, kaj si v njej misliš in pokazati, ker velikokrat ljudje kar nekaj komentirajo, pa se ne zavedajo, ker se ljudje dejansko ne zavedajo niti svoje moči. Ne? Tako da, dajva zdajle zaključiti, pa nadaljujeva čez par minut. Dobrodošli nazaj, mi dve stejo, greva pa naprej. Zdaj, v prvem delu so povedali kar dost, ostale so se sicer na problematiki, ki se tiče predvsem otrok in mladine, in se strinjava, da je na tem področju še zelo veliko za narediti in da vsak od nas lahko nekaj pač pripomore. Ne? In da bomo na tem tudi še marsikaj naredili. Ne? In veš, kaj mene zanima? Ne? Tako, kaj so tiste stvari, ki tebe dejansko najbolj ganejo? Kaj te najbolj premakne pri ljudeh, pri tvojih objavah, pri odzivih, nasplošno tako, kaj je tisto, kar te pač res premakne? Mene premaknejo otroci, definitivno, ampak predvsem me premaknejo ljudje, ki kljub vsem ostanejo nekako trdno z nogami na tleh in se še vedno poslužujejo teh vrednot. Jaz ne vem, odkje imam toliko zakoreninjen to, oziroma res imam srečo, da sem rasla gor, tako kot sem rasla, in da je bilo moje otroštvo še vedno tako, kakršno je bilo. In te vrednote, kar se tiče spoštovanja, poštenosti, pomoči drugim, mene to gane. Mene vedno gane, ko nekdo nesebično nekomu pomaga. Meni je to, ne vem, kad dobim kdaj kakšno objavo, bi podarili to pa to, ali pa naprimer se nekaj zgodi, pa jaz objavim, da se je zgodilo to pa to in potem se kar naenkrat taka gruča ljudi vsuje, pa vidiš, jih začutiš, da nimajo. To je tisto, kar mene gane, ker predvsem se odzivajo ljudje, ki nimajo, ki še zase težko poskrbijo, pa bojo vedno pripravljeni pomagati. To je tisto, kar me najbolj premakne. Ja, taki ljudje, ne, običajno so, lahko to čutijo, zaradi tega, ker ti sam na sebi občutiš ene stvari, se s tem veliko lažje poistovetiš. In recimo to je meni pri tebi zelo všeč, ker ti veliko govoriš o takih stvareh, ne? Ampak vedno nekako poskušaš potem to tako, da zapelješ v neko luč, v neko svetlobo, da je upanje. Ne? In meni recimo se zdi tudi pri mojih objavah izjemno pomemben, da se piše o tem, kar je, ker življenje pač res ni vedno lepo. Ne? Mislim, življenje včasih toliko težko, da se vprašaš, če si res zbral, no, da boš tukaj zdaj, ampak to je treba nekako čez to je treba iti in to je meni pri tebi res všeč. Daj mi povej, a ti recimo, ne, tako, ko zbiraš tematike za čaje oziroma nasplošno za objave, se ti to spomniš sproti oziroma si narediš vnaprej ali so to tako tisto, kar nekako se ti pripelje, kar začutiš, da bi mogla narediti? Jaz res nisem zorganiziran človek. Meni bi bilo veliko lažje, če bi bila, ne pa bi rekla, ok, zdaj bom pa en dan si vzela, pa bom 10 čajev posnela, pa jih bom potem objavljala. Ampak se mi zdi, da to ne bi bilo to. Jaz pač moram zadevo začutiti in tudi jaz čaje ne bom objavljala vsak dan. Recimo, ne vem, jaz imam zdaj obdobje, ko se ukvarjam s temi, ko pišem čaje za nazaj, ker nisem zdaj po mojem že 2 tedna enega čaja objavila, ampak ga ne bom objavila na silo. Jaz moram zadevo začutiti, meni se mora neka zadeva zgoditi in ponavadi vedno je tako, tudi na Instagramu objave, ki so, imam zelo veliko naročnikov, ki že točno vejo, kako jaz delujem, ker pač, če boš meni dal neke roke, pa boš rekel, zdaj pa je treba to, pa je treba na nek način, da mi bojo skušali nek scenarij vsiliti, to ne bo šlo pri meni čez. Pa jaz to tudi tako povem, zaradi tega, ker se mi zdi, da človek mora biti spontan. In naprimer, jaz moram uporabljati stvari, ki jih promoviram. Jaz moram čutiti zadevo, temo, o kateri bom govorila. Ker če ne se to začuti, vse ljudje niso neumni. Ljudje vejo, kdaj ti nabijaš, nakladaš
pa vejo tudi, kdaj ti čutiš. Daj mi povej, po kakšnem ključu pa zbiraš naročnike? To imam jaz kar, bom rekla tako, jaz sem rahel problem, da meni je zelo veliko stvari všeč. Meni je tako, jaz sem res tipična ženska in imam na primer svojo kolekcijo kozmetike, ki je najboljša na svetu, res od seruma do kreme, to je tako res tako dober. Ampak jaz bom vzela še 6 drugih zraven, ker veš, jaz sem vedno una, sosedova trava je bolj zelena, dajmo probati. Veš, jaz sem vedno una, zihar je pa še kaj bolj, zihar pa še kaj in pač moram probavati, ali pa hrana, recimo, tam sem sploh šipka, pač meni sam dolž do hrano, jim vse vzela. In ful enih stvari moram sprobati. Je pa res, da naročnike predvsem zbiram iz vidika izdelkov, ki res nekako sedajo v naš življenje, ki jih mogoče že prej uporabljamo, pa se potem na podlagi tega povežemo, kar je super fajn, to se mi zdi nekako najbolj tista realna, pristna zgodba, a ne? Ampak ja, pač všeč mi je, če imajo naročniki tudi določene vrednote, ki jih imam jaz. In pač ja, tukaj sem zelo tako, no. Sem kar specifična, moram reči. No, ne bom nikoli pozabila, ker sem enkrat prišla k tebi. Ja, nisem vedela, da bi v bistvu povezala z velinskimi simboli, no. Ampak in potem smo sedeli, smo se pogovarjali, pač človek je nastal, ne. In te nam nikoli pozabila, ker si rekla, pa ne morem verjeti, za enega naročnika, ne morem verjeti, to mi je dal in to ne zdaj jaz pač promoviram, ampak jaz sem to sprobala in to pač ne dela. In kaj ne zdaj povem? Jaz ne morem reči, da to dela, če to pač reči, da res ne dela. In zdaj bom probala to prijazno povedati, ne, ker mogoče za nekoga drugega bo pa delati. Ne, pa sem naredila giveaway. Pol je bilo tako, ker ja, glih to je to. Mogoče sem jaz tako specifična, da meni pa naprimer nekaj ne bo. Sem rekla, pač bomo pa podelili, pa mogoče bo komu dober, ne? Pa še eno besedo imam za take stvari, to tudi ljudje vejo, zanimivo. Ljudje, ki bojo videli mene reči zanimivo, bojo rekli, aha, to pa le, tako da če je kakšen izdelek, ki sem jaz tako, zanimivo, bojo živno, aha, okej, te, ja. Najbrž, da ne gre čez. Ampak sem jim povedala, le, tako da sem odprta knjiga. No, meni je bilo to izjemno simpatično in, a veš, se mi zdi, da s tem se to dviguje kredibilnost, ker pač pri tebi človek, a veš, meni je pri tebi všeč to, da ti pa si to, kar si in poveš tako, kar je, a ne, in to se mi zdi res top. Dej, veš, kaj mi povej, kaj ti čutiš, ne? Zdaj bova šli pa še že malo v tisti drug del, ne, tako bi jaz malo več, a veš, o teh vrednotah pa to. Kaj ti čutiš tako kot poslanstvo v svojem lifeu in na tem svetu? Mislim, kot prvo verjameš, da imamo samo eno poslanstvo, ali meniš, da jih imamo več, pa to mogoče lahko kakšno rečem na to temo. Nisem razmišljala o teh stvareh do nedavnega. Mislim tako, bila sem zelo farflasta, oziroma bom rekla tako, zelo sem delala stvari spontano, pa takrat, ko sem začutila, pa imela sem se fajn v življenju, še vedno se imam, ampak zdaj je pa vse nek globlji pomen. Po mojem tudi s pojavom velinskih simbolov, pa s tem, ko pač ljudem pomagaš, pa ko narišeš nek simbol, pa potem so kar taki odzivi, kakršni so, pa potem manifestiraš, pa nekako začneš čutiti energije, bolj se odpiraš temu, se mi zdi, da se tako si rodimo s tem, pa potem to nekako zamre, a ne, oziroma potlačimo. Pol, ko smo pa spet v nekem takem drugem življenjskem obdobju, ko imamo pa malo več časa, pa se začnemo malo bolj sami sabo ukvarjati, je zelo veliko, moram reči, da delam na sebi, pa se mi zdi, da bi vsak mogel. In ja, mislim, zdaj zadnje čase se mi tako dogaja zanimive stvari okoli mene, res, ko se mi res tako se mi poklapla, da sem prav zelo velikokrat sem dobila serviranje, joj, dajte, nehaj sama sebe nekako bremzati, a ne? Zato, ko sem imela skozi slabo vest, pa neko krivdo, ker ti vesolje ne bo več dalo, a ne? In ne vem, 2 leti nazaj, kam je to nekdo rekel, sem jaz, kaj s tabo pa vesolje, da ti si en čuri muri, ne? Zdaj sem pa že jaz una, a veš, ko sem kar, vesolje, energija, manifestacija. Ampak je res, jaz skozi verjamem v to, da če človek dela dober, pa da če noče nobenemu nič slabega, karma in vse te zadeve, da pač res je nekaj na tem. No, jaz, recimo, to, kar si rekla, ne, zelo močno verjamem in to se mi je tudi v življenju že velikokrat izkazalo. Ti lahko narediš eno stvar, ki je narobe, ampak jo narediš z dobrim namenom, pa bo vse okej. Tako. In lahko to isto stvar narediš s slabim namenom, pa boš tako dobil po glavi, da ti nič ne bo jasno. To se meni tako, se mi zdi, če je življenje pokazalo. Drugače pa, ko si začela govoriti o velinskih simbolih, pa v bistvu tem, a veš, zadnjič sem se z nekom pogovarjala in sem eno žensko vprašala, kaj je zate moč? In mi je začela o ljubezni, no, ne vem, mislim, jaz, ko začnem ljubezen, pa brezpogojna ljubezen, pa to si tudi rečem, v redu bo, ne? Ampak recimo zame, ne, je moč poznavanje
in obvladovanje samega sebe. Močno. In to, kar si ti zdaj v bistvu rekla, ne, povedala si točno to, kakor ti začneš samega sebe spoznavati. Pa spoznaš enkrat svoje vrednote. Tako. Potem šele lahko začneš sploh razmišljati, kaj v življenju hočeš. Tako. Ker do takrat ne moreš vedeti, kaj sploh hočeš. To je, ja. In takrat ti potem začne vesolje kar nasuvati. Tako, ker jaz v bistvu skozi verjamem, da mi se nismo rodili zato, da bomo kaznovani. Ampak zato, da... Pa mi se tudi nismo rodili, da nimamo nobenega poslanstva. Meni se zdi, da bi vsak človek mogel imeti poslanstvo. In moje poslanstvo je definitivno to, če se vrnem, da pač želim temu svetu nekaj doprinesti. Da ga želim izboljšati. No, to si mi je, veš, tako dala uno, ne? Ker jaz vedno govorim, noben človek na tem svetu ni samo sebi namen. Ja. Pika. Ja. Ta me, myself and I, ki je zdaj tako popularen, nikoli ti ne prinese sreče. Ne? Ja. Tiste notranje, sigurno ne. Najnih 10 minut je nima, tako da nadaljujemo čez 1 minutko. Dobrodošli nazaj in nadaljujemo s poslanstvom. Tako lepo se mi zdi, da smo zastavili zdaj tole poslanstvo. Ampak tako, mislim, da se obe strinjava, da poslanstva so fina, ne? Ampak predvsem je pa dober, če tudi kaj naredimo na to temo. Ne? Ker če o svojem poslanstvu samo razmišljamo, potem je to bolj tako kar nekaj. Ja. In zdaj ti kot konkretna ženska, povej, kaj nam za povedati? Ja, mislim, sem že prej omenila, prej sem že omenila, da recimo me najbolj gane to, ko človek pomaga nekomu nesebično. Ne? In jaz sem prišla na eno tako idejo, to je to, spet o tem govorim, ko se vse poklopa. Ne? Jaz sem se preselila, kamor sem se preselila, zraven mene je hrib, kamor grem vsak dan. In ko hodim na ta hrib, je proti vrhu neko območje, kjer so debla v obliki diamanta. Ti boš dobro vedela, kaj je diamant po vilinskih gradnikih. In tam je en tak čaroben plac. In jaz sem dobila idejo, da bi tam rada postavila nek zen kotiček, nekaj, kjer bi se človek lahko usedel, umiril. Predvsem sem spet izhajala same sebe, ker ko grem na hrib, grem gor pa dol, pa sem čist brez veze, nisem prisotna v trenutku. In tam bi bilo pa pač neka taka klopca, tudi kot neka omarca, to moram še doštudirati, lastnike moram še najdeti, podpise moram še dobiti, zelo velike takih stvari, ki so na poti, ampak definitivno to je vedno tako. Se bo se zložil? Absolutno. In potem bistvo te klopce, v bistvu to je klopca lepih misli in dejanj. Gor bo QR koda, jaz sem v bistvu celo leto, ko sem gor hodila, nekako misli kreirala v svoji glavi, ker sem velika ljubiteljica teh namiznih koledarjev, ampak me moti, da je to za vse enako in bi rada, da si človek sam nekako potegne to misel. Tako da tudi tukaj pride ena taka knjigica lepa, pač ko mi čakam, če bojo jo uspeli realizirati. Ker ne vem, kako sem glih jaz taka, ker v bistvu si zamislim nekaj, kar se pa kar ne da. A seveda se da. No, a veš, ja, sej se bo dal. Tam malo bomo porinali. V glavnem, no, in bistvo tega je, da bom jaz tudi tja gor nosila stvari, brez da bi pričakovala kaj nazaj. In jaz hočem to spodbujati med ljudmi, da v bistvu ne samo jaz, seveda jaz bom začela, jaz bom skrbela za ta hrib, zato da bo vse čisto tako, kot mora biti, zato da otroci, ki bojo imeli kakšen izlet, bojo dobili kakšna jabolčka, kakšne pobarvanke, da pač bo ljudi nekaj razveselili in da se bojo zamislili, da v bistvu lahko tudi oni potem predajo nekaj naprej. A ne, imela sem že svoj čas kotiček Teja pomaga, kjer sem v bistvu promovirala različne stvari brezplačno, s tem, da so potem oni bili, jaz sem jih prosila, seveda nagovorila, nisem mogla bedeti na tem, da so potem dobrodelni naprej in nekako, da se ta krog sklene, da vsak nekaj naredi. In ta klopca, to gibanje sploh, malo stran od telefonov, malo stran od ekranov, malo povezovanje najstnikov, mogoče gremo trimčkat, gremo se počutiti dobro, družine, ki se z otroci več ne pogovarjajo. V bistvu se mi zdi en tak, res neko tako stičišče, ki bo prvo, ampak pol je pa namen, da se to razširi in po Sloveniji in po svetu in da se v bistvu res dvigne ta zavest, da si dajmo pomagati, da ne pričakovati nekaj nazaj. Dobiš eno misel, usedeš se, lahko kaj pogrizeš, z naročniki se bom povezala, kaj že zdaj delam, da bi pač od njih izdelke tam puščala. Tako no, toliko mi je dober. In pa imam Janja na drugi strani, kako bo pa to posmeti, kako bo pa to, kar mi je ful fajn, da ga imam, unga godrnjavčka, da jaz pa v bistvu vse to ček, lej, tako bo. Ampak ja, in pa imam tako, vse bom šla vsak dan gor, bom šla pa 2-krat, več ni mi problem. Zaradi tega, ker toliko močno čutim to, da ne znam povedati. Res.
Ja, to je ena taka po eni strani dosti preprosta stvar, ki ima pa lahko učinek wow, ne. Ja. In vedno so najboljše stvari, so običajno najbolj preproste. Veš, kaj me zanima, ne, zadnjič, ko sva se pogovarjali, sem potem razmišljala o tem, zanima me, kaj bo to v ljudeh sprožilo v smislu tem, na temo sprejemanja. A si bodo sploh upali oziroma tako, kakšen bo imel tisti občutek, a veš, a bi vzeli ali ne. Sem testirala. Ja, Sem že pustila en izdelek gor in sem bila tako zihar, ga ne bom ben vzel in sem malo objavila na Instagramu in sem še čez 2 ure gor in izdelka več ni bilo. Okay. Tako da sem bila prav koliko sem vesela, da pač ja, tako da ja, vem, kaj misliš. Zdi se mi super, to, da boš dala tudi možnost, da to drugi prinesejo, zato ker veš tako, se mi zdi, da ljudje smo vse glih tako naravnani, z veseljem vzamemo, če lahko nekaj v zameno damo. Kljub temu, da mogoče na prvo žogo, ko pogledaš ljudi, si misliš, ne, se vsak bi samo nekaj vzel. Ampak jaz pa mislim, da ljudje, ki bodo hodili na to tvojo točko, da boš tako ful nekaj tazga, mislim, da bo to veliko globji projekt, pa mnogo globje zdravljenje, kakor si ti mogoče zdaj v tem trenutku zamisliš. Tudi jaz to mislim. Zato, ker to sprejemanje, ne, je včasih mnogo večji problem, kakor dejanje. A veš, ljudje lažje damo, kakor mogoče sprejmemo. Res je, ja. In to se bo potem manifestiralo tudi na vseh drugih področjih življenja ljudi, a veš. To je zanimivo, no, bomo spremljali. Tako da zdaj pa upamo, da se vrnejo, mislim, da se oglasijo lastniki prostora. 7 jih je. 7, lahko prosim, ne, saj bomo to zritali, res. Ampak daj mi zdaj še povej, pred tole klopco, ki se bo zgodila, verjamemo in manifestiramo, da čim prej, je pa še en dogodek, ne? Ja. Vse je o tebi. Dogodek Vse je o tebi 14. junija v Arboretumu, v bistvu od 9 do 6 zvečer, kjer se bojo zvrstile različne dejavnosti. Organiziramo ga skupaj z Zavodom z ljubeznijo. To je še en krasen zavod, ki skrbi za bolne ljudi, za njihove družinske člane. Delajo totalno prostovoljno, prispevke, pač če jim ljudje dajo. Oni imajo konstantno delavnice, energijske, reiki, zvočne kopeli, risarske delavnice, toliko lepo skrbijo za te svoje člane in se želijo predstaviti malo bolj. Oni so en majhen zavod v Logatcu in tukaj jim jaz pomagam. In povej, kaj bo na tem dogodku. Bo čisto hudo. Na tem dogodku sem jaz tako jezna, malo sem žalostna, da ne bom mogla vsega tega izkusiti, zaradi tega, ker to bo tako 50 stojnic, 150 izvajalcev, ki bojo nudili različne energijske podpore, različne delavnice, predavatelji od dr. Papoge, Sanile Banović, David Zupančič, Petra Parovel, Ciril Komotar, bosta moja gosta v živo, Čajstejo, Klemen Selaković, Aideja podcast, bo imel Nino Gril za gostjo, Eva Boto bo pela, Alen Podlesnik bo povezoval program, jaz res upam srčno, da nisem koga spustila, ampak to bo toliko enih ljudi, ki bojo tam čist brezplačno oziroma čist prostovoljno pridejo, zato da bojo nekako ljudem lahko pomagali in jim nudili te storitve od fizioterapije, delavnice joge, joge obraza, vilinski simboli se bojo risali, mandale, otroci bojo imeli delavnice, ki bojo kristale po gozdovih lovili. Pač tako, res smo zastavili na veliko. Zadeva je bila v bistvu čist majhna. Smo rekli, bomo imeli nekje en majčkon plac, da se malo predstavi zavod. Smo pa rekli, če že gremo, pejmo na veliko, tako, kaj se gre, tako da je kar projekt. In kaj je zdaj, kaj je v bistvu tako tista srčika, kaj je tisti glavni point? Glavni point? Kaj bi ga rada, v bistvu kaj tisto, kar bi res rada dala ljudem, kaj bi rada, da ljudje začutijo, a veš, sporočilo, ko ga domov odnesejo, ne zdaj to, ja, fino, se si hočemo biti zdravi, pa to, ampak tako tisto. Ne, sploh ni se zdravi, absolutno, ja, ampak tukaj namen dogodka je predvsem to, da ljudje se zavedajo, da niso sami v težkih situacijah in da je lahko en popolnoma neznan človek, nekdo, ki ga bo dvignil in rešil iz trenutne situacije, v kateri je. Pač, da se zavedamo moč skupnosti in da pridejo tja ljudje, ki se bojo pač povezovali, ki bojo videli tukaj nek doprinos, ki bojo res z veseljem prišli poslušati ljudi, ki bojo predavali, ker to so res, jaz sem bila že na vseh teh predavanjih in od Klemna in od Davida, Veselim se Sanele, dr. Papoge, pač to so taki ljudje, da se mi zdi, da lahko samo upijaš in od tega res nekaj odneseš. Tako, za življenje. Ne samo to, da prideš na dogodek, se malo podružiš, ampak res lahko naprej manifestiraš določene stvari in si narediš neko lepšo prihodnost.
tudi kakšno prijateljstvo se lahko splete, ne, če bodo ljudje odprti, a ne. Absolutno. Vse to je zanimivo, ne, kaj mi pišejo, joj, saj bi prišla, pa ne bi prišla sama. Pridite sami, sami je najboljš prideti, ker niste sami, glih to je to, a ne. Ja. Točno tako. Dej, povej mi, kaj bi rada sporočila ljudem, ker ta ura tako teče s tabo. Tako da. Zdaj boš ti boš v bistvu sporočila ljudem. Ti boš si zdaj zbrala eno mojo misel. Od 1 do 365 številko mi boš povedala. 17, ko si mi še dolžna odgovor, ki mi ga nisi poslala. Res. Že tako ne, 2 meseca. Šuka. Sam se mi zdi, da zdaj je to tako taka vse splošna, ful si dobro zbrala, te bom pol eno zate, ampak tako vse splošno. Ne jemlji energije, raje jo daj. In lahko prav tako zaključimo, a ne, da v bistvu bodi ti tisti, ki boš, sam to, ki ne vem, kako poznate Majo, ampak Maja je človek, ki jo res daje. Ona, ki sem jaz poznala z unimi zapestnicami, je tudi energijsko tako močna, da ja, to se mi zdi res za vse ljudi namenjeno. Ne bi tisti, ki jemljete, ampak boste tisti, ki dajete. Ja. No, in na to temo sem rekla, jaz vedno govorim, bodite ljudem darilo. Ja. Vam se zahvaljujem, ker ste bili z mano in jaz bi zaključila pa s to mislijo, da v življenju smo v resnici vedno sami, ampak še bolj v resnici nikoli nismo sami. Manj je zapleten, kakor se na prvo žogo sliši. Lepo se imejte, do naslednjič. Hvala,